Taktika, ki se ne poslužujemo dovolj pogosto. Govoriva o recikliranju vsebin na digitalu. Dober dan, dobrodošli v novi vdaji Point Out Weekly. Pozdravče tudi vsem, ki nas spremljate preko Instagrama. Danes je to že 57. vdaja. Z Nejcom bo govorila o tem, kako reciklirati vsebine v digitalu oziroma digitalnem marketingu. To vdajo lahko spremljaš na YouTubeu, Facebooku, na naši spletni strani. Vsi zapiski so na pointout.si/weekly57, poslušaš pa naj jo lahko tudi v podcast obliki, SoundCloud, Stitcher, iTunes in tako dalje. TuneIn, povsod smo, tako da spremljite nas. Mogoče samo še preden predam besedo Nejcu, dva stavka o sami tematiki, kaj to pravzaprav je recikliranje oziroma o čem bova govorila. Gre za to, da isto vsebino uporabimo na podoben, enak ali pa nekako povsem različen način oziroma tip vsebine. Če imamo blog post, ga uporabimo kasneje kot video, ampak podrobnosti o tem zdaj v naslednjih trenutkih, ko se spustiva v tematiko. Tako, in na prvo vprašanje, na katerega si moramo vsi odgovoriti, je, zakaj sploh vsebine recikliramo. Zelo pomemben je, da prvič, ko je vsebina objavljena, je ne vidijo vsi iz tvoje ciljne skupine. Tako da, zakaj? Ker so ob različnih časih na družbenih omrežjih ali pa ob različnih časih konzumirajo vsebine. Tako da zaradi tega iz te časovne komponente je zelo pomembno, da vsebino objavimo ob različnih časih. Ampak tudi ni vedno najbolje, da objavimo na isti način, ampak lahko ful različnih načinov pri tem uporabimo. In tukaj tudi pridem do naslednjega razloga, ki se s prvim tudi povezuje, in sicer, da nekateri ne lažje, ampak jim je bolj primarna oblika, kako vsebino konzumirajo, in sicer eni jo raje v video obliki, spet drugi raje berejo zapise, tako tretji poslušajo, naprimer podcast oblika, potem nekateri so slikovne narave in je bolj pozornost vzbudi neka slika, potem nekateri so bolj analitični in je bolj ta njihova oblika primarna branja infografika in tako naprej. Poleg tega nam recikliranje omogoča, da dosežemo več ljudi znotraj naše ciljne skupine in pa predvsem tudi nove ljudi, ki jih do zdaj mogoče nismo uspeli s svojimi vsebinami doseči. Zakaj? Ker ko enkrat nekaj objavim, to vidi en določen del znotraj moje ciljne skupine. Naprimer, open rate 20-30% na e-mail, potem naprimer 10-15% vseh fanov na Facebooku in tako dalje. Ko to ponovno objavim, to vidijo novi fani, novi subscriberi in tako dalje. Seveda pa potem tudi, ko nekaj objavimo, to novi ljudje lajkajo, delijo in to vidijo njihovi frendi in tako dalje. In pa še mogoče eden bolj pomembnih razlogov je pa to, da ko enkrat vidimo vsebino, nismo mogoče takrat pripravljeni na njo. Kar pomeni, da niso vsi ljudje v enaki fazi tega nakupnega procesa. Eni so bolj na začetku, drugi so nekje na sredi, spet neki bolj na koncu. In zdaj, če sem jaz šele na začetku in mene zanima, kakšne so neke rešitve za mojo težavo, za moj izziv, ki ga imam, me mogoče ne bo še zanimalo različne primerjave, kako je pa ta tvoj produkt boljši od nekega drugega produkta ali pa kaj so tiste najbolj pomembne karakteristike. Prej me bo zanimalo, kako se sploh te težave rešujejo. In seveda, tiste vsebine ne bodo primerne v tej fazi, v kateri se jaz nahajam. Tako. In s tem pridemo do naslednjega vprašanja, in sicer, kaj lahko recikliramo. Recikliramo lahko od objav na družbenih omrežjih, se pravi, da jih ponovno objavimo ali pa objavimo na mal drugačen način, potem do blog prispevkov, se pravi, lahko nek blog
nadgradimo, ker smo ga že v preteklosti objavili, ampak ga zdaj samo še z neko novo vsebino, če je prišlo do kakšnih sprememb, ali smo pa nekaj novega spoznali, kar se nam zdi ful pomembno podkrepiti oziroma ponovno povedati. In ne pišemo novega bloga, ampak samo nadgradimo tisti blog, ki ga že imamo in potem ponovno vse skupaj objavimo. Mogoče tudi objavimo, če pošiljamo v mailingu, da nima enakega naslova, ampak drug naslov, da bo pritegnil potem, da se bo to kot nova vsebina pokazala, ali pa izpostavimo, na katerem mestu smo ga nadgradili. Ne nazadnje je to tudi pomembno zaradi SEA, ker če konstantno updatamo, posodabljamo, spreminjamo, dodajamo neke nove informacije v neke članke, besedila na naši spletni strani, seveda s tem tudi vplivamo na optimizacijo za iskalnike. Pa mogoče še en primer, prej si to tudi omenil, da lahko isto vsebino, naprimer na družbenem omrežju, mi je takoj padal na pamet en video, ki smo ga naredili za Sensodyne še pred časom, izdelave mila. Gre za tak produkt, ki je tako primeren v recimo božičnem času, ko se obdarujemo, da naredimo sami darilo, eno luštno milo, ali pa recimo v času materinskih dni ali pa dneva žena in tako dalje, ker gre za neko darilo, ki ga običajno ponudimo ženskam, nežnejšem spolu, ni nujno, ampak seveda bolj pogosto. In to spet lahko enak video uporabimo ob različnih priložnostih. Tako je. Zdaj, če dava še en primer za družbena omrežja, ko imamo neko vsebino, se pravi, imamo nek blog članek na naši spletni strani, ki vsebuje tudi video. Na družbenem omrežju lahko to na več različnih načinov objavimo. Se pravi, enkrat lahko damo video, drugič lahko damo link do našega bloga in dodamo nek opis, spet tretjič je lahko pač neka slika, ki bo še bolj prišla do izraza, četrtič je to lahko nek citat, ki je iz tega bloga, petič je lahko to naredimo sekvenco objav ali pa sekvenco storijev, ki bodo... To za Instagram fane. Tako je, za Instagram fane, ki bodo povedale neko zaporedje, določeno misel tega bloga in generirale promet na vse zadnje na naš blog članek prispevek. Ja, mogoče ena zadeva, ki se tukaj vprašaš, je, koliko pa dati nekega prostora, koliko časa mora miniti preden neko, če govorimo o družbenih omrežjih, preden isto vsebino ponovno uporabimo. Seveda ni fajn, ni fino, da je tudi pretesno skupaj, ker enostavno potem se zgubi ta nek element tega, da razširimo, da to več ljudi vidi, da tisto, o katerem smo prej govorili, različne faze nakupnega procesa in tako dalje. Tako da fino je, da mine nekaj časa vmes, če govorimo o to nekem Facebooku, je fajn, da je naprimer nek mesec vsaj vmes. Na Twitteru, ki je tako bolj dinamično družbeno omrežje, pa je lahko seveda čas tudi krajši. Tako. Mogoče še en tak nasvet, mislim, da smo ga že enkrat omenila. Zakaj ne bi nek blog članek, ki je na vaši spletni strani zelo dobro bran in ima zelo veliko ogledov in je bil ful dober sprejet, zakaj ne bi iz tega naredili tudi video vsebino in to video vsebino objavili na družbenih omrežjih, objavili na YouTubeu. Če je bila že tam dobro sprejeta, je s tem dosti velik znak, da bo tudi v malo drugačni obliki ta vsebina dobro sprejeta. Potem, če gremo naprej, primer, lahko tudi iz blog članka, ki je bil dober sprejet, to vsebino še dodatno nadgradite in jo zapakirate naprimer v e-knjigo. In e-knjigo, ko se bodo ljudje zdownloadali, da se tudi dajo na vašo mailing listo, seveda, če se po novi zakonodaji strinjajo, po novi zakonodaji GDPR-ja strinjajo s sprejemanjem tudi e-mail obvestil. Zdaj, če se malo naveže na ta GDPR in prejšnjo oddajo nisi gledal, lahko tudi zdaj skočiš v to oddajo. Ja, in ravno, ko si govoril e-knjigo, če imamo e-knjigo vnaprej pripravljeno, katero smo investirali kar nekaj časa, truda in tako dalje, je dolga naprimer 20 strani. Dajmo jo razbiti na manjše dele in iz nje narediti naprimer 5 sekvenco 5 prispevkov na blogu. Vsebino že imamo, dodamo nek uvod, zaključek, naredimo neke povezovalne stavke vmes, mogoče odvzamemo kaj ven iz vsebine in imamo že nek blog prispevek oziroma prispevek na blogu, ki je bil precej hitreje narejen, kot če bi dejansko morali to iz nič pisati ponovno. Tako da
vse te zadeve in seveda tudi gremo obratno, ne, kar je Nejc govoril. Lahko tudi imamo 5 člankov in iz njih naredimo eno e-knjigo. Tako da gre v več različnih smeri, tako da dajmo poskušati čim več tudi prihraniti na času in zapakirati vsebino v različne forme, zato da tudi dosežemo čim več ljudi z njo. Cool. A da, zdaj še en konkreten primer, Dajmo kar en konkreten da primer. pokaževa, kako mi recikliramo našo vsebino Point Out Weeklyja na različne načine in na različnih kanalih. Ja, mogoče je treba za začetek to povedati, da ne nazadnje v to vdajo je vloženo kar nekaj truda. Ne? Če dalje več ljudi je tudi upleteno v njeno izvedbo, od Egle, ki snema, obdeluje, do Lucije, ki pripravlja članke, do Vike, ki vse skupaj koordinira, do mene in Nejca, ki nastopava, do gostov, do ostalih članov ekipe, ki tudi če dalje več nastopajo v naših videih. Se je treba na to seveda tudi pripraviti, je treba kaj napisati in tako dalje. In vzame kar nekaj časa. In škoda bi bilo, da ves ta trud, ki ga v to vložimo, uporabimo enkrat. Naredimo en video, ga objavimo in pozabimo na njega. To ni ok. Ker tako je, imamo samo nek limitiran potencial, ki ga izkoristimo. Splet, digital je pa ful široko področje in kot sva čisto na začetku omenjala, ljudje na drugačen način konzumirajo te vsebine. Točno to. In že osnovni video, ki ga naredimo, takoj objavimo na 3 različnih platformah, oziroma najprej na seveda naši spletni strani, na YouTubu in pa na Facebooku, kjer je tudi oddaja najbolj gledana. Zdaj v prihodnje nekako tudi dodatno, evo danes prvič tudi na Instagramu live in pa seveda pripravljamo tudi LinkedIn. In že v osnovi to pomeni, da je en in isti video ali pa eno in isto snemanje uporabljeno na 5 različnih kanalih. Nadalje naredimo iz tega vsaj še 3 dodatne vsebine. Eno je članek na spletni strani, se pravi prispevek na blogu, potem naredimo krajši video, vsak video se pregleda in se pogleda, če je, ne vem, nekih 30 sekund, 1 minuten izsek, ki je zanimiv, iz katerega lahko naredimo nek kratek video, ki ima neko udarno misel, neko udaren nasvet, ki je gledalcu oziroma tebi lahko zanimiv. Potem pa se ta ista tudi vdaja spremeni še v podcast, tako da nas lahko tudi poslušaš, seveda v obliki podcasta. Mogoče bi jaz še eno zadevo omenil in sicer to, kar si tudi rekel, da moramo še začeti, in sicer na Instagramu, da v obliki storijev naredimo sekvenco 5 storijev, ki bodo potem generirale promet na ogled celotnega videa, celotne oddaje. Kar lahko še tudi v prihodnje naredimo, če smo zdaj samokritični ali pa sami sebi talamo na svete, je, da vključimo še bolj gledalce. Naprimer, da spet uporabimo neke stare videe, naprimer 5 starih videov v preteklem letu in rečemo, kateri izmed teh videov ti je bil pa najbolj všeč. In nekako ljudje potem lahko glasujejo, ali je bil to mogoče tisti, ki sva ga imela na temo e-mail marketinga, ali je bil to mogoče tisti Jašo Del, mogoče z nekim drugim gostom. Kakorkoli, in tako vključimo še več gledalcev in recikliramo spet z novo, z v bistvu staro vsebino, prenešeno na nov način. Tako. Pokrila vse? Mislim, da sva kar vse pokrila. Cool. Naslednjič imamo ponovno GDPR. Res je. Tako. In sicer bomo odgovorili na najpogostejša vprašanja v povezavi z GDPR-jem. Vroča tema. Ukolikor imaš kakršnokoli vprašanje v povezavi s to oddajo, kakršenkoli komentar, napiši spodaj v komentar oziroma komentiraj na Instagramu, bomo z veseljem na to odgovorili. Hkrati pa tudi, če to oddajo poslušaš v obliki podcasta, daj nam stisni tam 5 zvezdic. Zakaj? Ker bo s tem omogočil, da se bo oddaja širila naprej, da bodo tudi drugi, ki jih zanima to vrstna oddaja, se pravi digitalno marketinško področje, tudi prišli do le-te, zaradi tega, ker na iTunesih, na SoundCloudu deluje ta algoritem in s tem bo oddaja prišla tudi do večjega števila gledalcev. Hvala, ker si bil z nama in pa se vidimo naslednjič. Se vidimo. Dio. Čau. Why?